Eto, drage moje, jaz sem sicer najprej mislila, da bi vam dala zraven tehle nasvetov za oblikovanje naravnih kodrov, razne videe iz YouTubea, ampak so tako različni, pa nekje se mi zdi nekaj v redu, nekaj drugega in bi mogoče naredila zmedo. Saj vam lahko v bistvu še vedno tudi pošljem tisto. Tako da sem zdaj rekla, da bom kar sama posnela, sicer to ni nekaj, kar sem jaz navajena delati, tako da bo tako bolj amatersko in bom tudi kar vsak video posebej objavila nekako po točkah, zato ker nočem tega dajati na YouTube ali pa kaj takega. Tako da jaz lase sem si zdajle že oprala, šampon, regenerator, pač nič posebenega, in sem si zavila v ta turban, ki sem ga imela zdaj pač samo toliko časa gor, da sem se oblekla pa namazala kremo na obraz. Tole je v bistvu neka mikrofibra, lahko uporabite tudi eno navadno bombažno majico, samo da ni pač frutirasta brisača. Zdaj to vzamem dol. Eto, dam na stran, ker bom še rabila in si v bistvu lase počešem s krtačo za mokro česanje. Meni je tale super od Tangle Teaserja, jo imajo tudi od DM-ju in si tudi z isto si tudi pod tušem počešem lase. Takrat, ko imam, v bistvu, ko si nanesem regenerator. Eto, se lepo vse počešem. Paziti treba, da se tukaj na zadnji strani, da date lase malo stran od lasišča, da niso čisto prilepljeni k lasišču, ker bo tudi v bistvu potem nekako malo večji volumen las, ne bojo toliko pri lasišču lase. To. Ko imam počesane, si dam gor en balzam brez izpiranja. To je recimo, ne vem, lahko imamo kakšnega tega kislinskega, ta je le od redken, malo dražji. Ali pa recimo lahko tudi s proteini, jaz ne bi glih tega vsakič ob vsakem pranju, ampak pač lahko vsake toliko časa. Pol imam recimo tudi take variante, v obliki krem, je ful fajn. No, ampak jaz bom dala danes recimo tega, ki je od Baleje, pa se meni zdi tako v bistvu zelo poceni, ampak meni je zelo všeč, mogoče celo eden boljših. Nanesem si enostavno na vse lase, malo več na konice, pa malo manj na ostale, ob koreninah. Zdaj, če imate zelo mastne lase, pa tenke, potem je mogoče boljše, da se izogibate področju okrog lasišča, pa se res nekako osredotočite bolj na konice, ampak ja, to. In potem, ko si nanesete gor, si lase spet počešete. Ja, hotela sem reči v bistvu, da če imate mastne, tenke lase, si ta korak v bistvu lahko enostavno spustite, ker se lahko zgodi, da bi bilo pol to vse preveč. Tako, pripravim naprej in gremo dalje. Eto, naslednji korak, malo se mi glas trese, ker ne vem, malo treme, nisem navajena takole snemati. Naslednji korak je zaščita pred temperaturo, kar je v bistvu ful pomembno. Vzamemo en ta sprej za zaščito, jaz jih imam, mislim, kar en kup, v DM jih je veliko različnih variant, tudi v Millerju imate, tako da v bistvu niti ni tega mogoče treba kupovati na spletu, vam lahko kakšen predlog dam. In to res konkretno našpricam. Itak rabimo na laseh zadosti vlage, zato ker se bojo kodri oblikovali samo, če bomo imeli zadosti vlažne lase.
tako da s tem sprejem še malo vnesemo vlago, če smo mogoče imeli turban predolg gor. In ko vse to res dobro našpricam, z isto krtačo še enkrat počešem. Takole. Da se lepo vse to razporedi. Lahko bi počesala recimo tudi s takim glavnikom za mokre lase, tudi to je opcija, ampak meni nekako ta brisača, ta krtača najbolj pri srcu. Tako da to je ta faza. Pripravljam za naprej, pa gremo dalje. Zdaj, ko smo nanesli to zaščito za pretemperaturo, je pomembno pred nanosom kreme za kodre, da poskusimo, če so lasje zadosti vlažni. In to naredimo tako, da jih tako stisnemo. In če takole cmoka, tole zdaj tako, mogoče malo zacmoka, mogoče malo premalo. In v tem primeru vzamem sprej, lahko bi tudi samo zmočili roke z vodo, ampak meni so teli spreji, ko v bistvu imajo kontinuirano pršijo zelo drobne kapljice vode, se mi zdijo zelo fajn. Poleg tega jaz dam noter kar tudi destilirano vodo, prvič zato, da te stekleničke, da se mi nabira noter apnenc, drugič pa tudi zato, ker na lase že s pranjem vnesemo zelo velika apnenca, sploh tukaj, ko imamo bolj trdo vodo. Tako da zdaj sem dodala malo vlage, ampak če v bistvu nimate predolg turbana gor, načeloma niti ni treba mogoče. In zdaj še enkrat naredim test. Eto, in zdaj lepo cmoka. In bomo šli lahko naprej na oblikovanje kodrov. Eto, zdaj imamo lase pripravljene za nanos enega izdelka za oblikovanje kodrov. In sicer lahko uporabimo kremo, naprimer kaj takega, tole praktično isto, samo enake embalaže, v drugačni embalaži. Potem imamo recimo takole kreme, v tubicah različne. Potem imamo tole, ki je v bistvu tak losjon, ki mislim, da se ga tudi v DM dobi za oblikovanje kodrov. Potem imamo pa lahko peno, to tudi dobite v DM, ki je mogoče malo lažja. Pa tekočine, oziroma to je tudi pena, v bistvu, pač je tekočina, pa se spremeni v peno. To je pa v bistvu tekočina. Zdaj, kakšna je razlika? Mislim, za debelejše lase, mogoče so bolj goste teksture boljše, če imate pa že tako, ne vem, tanke pa bolj mastne lase, pa mogoče zbirate bolj pene, pa te lažje, ne vem, v tekočinah izdelke. Jaz bom zdaj danes dala recimo tole kremo, ki je v bistvu takole jo malo stisnem. Pa je kar nekaj nanesem, ampak morate v bistvu sami ugotoviti, koliko je tista količina, ki jo rabite. Ni pa treba toliko šparati. V glavnem, najprej jo razmažem dobro med dlanmi. Vsi te izdelki so zelo taki sluzasti, ker v bistvu je namen, da mi na laseh naredimo lase zelo gladke, ker se bojo v bistvu na tak način začeli lepiti skupaj v kodre. In v bistvu si želimo, da je ta tekstura taka zelo gladka. Tukaj spet isto nanašamo, sicer lahko na cele lase. Če so lasje mastni, tenki, se spet izogibajte področja okrog lasišča oziroma korenin. In grem kar takole skozi lase, ko se mi zdi, da je enkrat dovolj, spet razčešem, nežno. Načeloma se mi lasje nič ne vozlajo, če bi se slučajno kaj vozlali, se češe najprej od spodaj, pa se potem gre višje. Tukaj spet pazimo, da damo stran lase malo od lasišča tukaj v zadaj, da se nam ne prekopajo zaradi pač samega kasnejšega volumna. Zdaj
recimo, da je to v redu, če se nam zdijo premalo mokri lasje, lahko nanesemo še malo vode. Eto, jaz ko snemam in govorim, se mi kar malo sproti sušijo lasje. In če bodo presuhi, pač te izdelki ne bojo delovali. Zdaj gremo pa na samo oblikovanje in tukaj je res kar en kup enih načinov. Lahko v bistvu razdelite pač čisto po svoje lase po posameznih delih, tako na pramene. Ampak meni recimo tale metoda, ki vam jo bom pokazala nekako najbližja. Vzamem tele takele spunkice, krokodilčke, lahko vzamete tudi kakšne druge te špangice in v bistvu razdelim lase v takole, na posamezne sekcije oziroma na posamezne dele. Spoden del, zaden pa v bistvu pustim posebej. Takole. Mislim, tukaj je kar pomembno, da lase lepo razdelimo, zato da se nam bolj tudi to ne vozla in da jih lahko lepo oblikujemo. Eto, tukaj bom naredila še enega. Takole. In potem mi ostanejo še teli spodnji zadnji laski, ki jih pa pustim kar tako dol. No? In potem gremo dalje. V naslednji fazi, zdaj, ko imamo nanesen neki izdelek za kodre, v bistvu rabimo eno krtačo, lahko tudi glavnik, da bomo pač lase oblikovali, in gel. Zdaj, nekateri uporabljajo tudi samo gel pa nič kreme, nekateri tudi obratno. Gel se meni zdi, predvsem gel, zelo pomemben, ker je v bistvu prav gel tisti, ki začneš sušiti lase, v bistvu stisne koder, naredi pač tako skorjo gor in drži koder, dokler ni suh. In na ta način v bistvu koder obdrži obliko. In šele, ko so kodri suhi, jih v bistvu mi zmečkamo in ta gel zgine oziroma se zmehča in sploh ne vemo, da ga imamo gor. Spet te geli so zelo različni. Lahko so taki dosti tekoči, lahko so zelo negovalni, zelo vlažilni. Zdaj taki so mogoče bolj primerni spet za recimo zelo suhe lase. Jaz imam sicer suhe lase, ampak če je zelo vlažilen gel, mi je včasih preveč, če dam in kremo in gel ali pa še balzam brez izpiranja. Ampak to je čist stvar vsake posameznice. Nekateri v bistvu si ne dajo čisto žuzga gor, razen zaščito za temperaturo, pa gel. Za moje lase meni se zdi fajn, da dam vse stvari, ampak imam narejenih nekaj kombinacij, izdelkov, ki vem, da za moje lase delujejo. Mora pa vsaka najti, kaj njej odgovarja. Ampak ves čas probavam še nove kombinacije, glede na to, koliko sem si teh izdelkov nabavila. Recimo ta gel je potem tako v temle lončku, pa je, mislim, ta je recimo super Zajherba, vsi te so Zajherba, ali pa ta recimo, tega bom danes uporabila. Zdaj, gelov za kodre pri nam jaz še nisem našla v nobeni drogeriji, nažalost. Ampak glede na to, da je že, ne vem, v zadnjih parih mesecih ogromno novih krem za kodre pa sprejev, mislim, da bojo geli tudi prej ali slej. Do takrat se jih pa da kupiti, ki je v tujini, naprimer na iHerbu je malo morje teh izdelkov. Poleg gela rabimo eno krtačo ali pa glavnik za oblikovanje. Lahko je to ista taka krtača, ki sem jo imela prej za mokre lase. Lahko je to glavnik za mokre lase, sem še enega drugega, samo ne vem, kje trenutno je. Lahko je to tale Bounce Curler, ali kako se imenuje, zelo draga krtača, ki je sicer, ki imam jaz, sicer tole je original, te krtače, ki v bistvu prime lase, hkrati pa že tukaj razdeli lase na posamezne kodre. Tale krtača je original in je, ne vem, pride okrog 30-40 evrov skupaj s poštnino. Tale krtača je pa na Temuju kupljena,
Razen tega, da je malo večja, ni neke blazne razlike. V bistvu moje punci imate v bistvu raje to cenejšo, stane pa mislim, da 3 evre. Jaz neke razlike ne vidim, nažalost, res mi je žal, da sem šla kupiti to. Potem lahko uporabljate tudi to krtačo, to tudi na vseh videih vidite. To je tudi, tale je tudi iz Temuja, ker je original tudi, ne vem, 15 evrov. Tale iz Temuja funkcionira super, jaz jo imam ful rada. Tako da lahko pa uporabimo enostavno tole, ki jo imamo tudi za vse, ne. Tako da ni niti toliko pomembno. Kako zdaj to oblikovanje izgleda, ne? Jaz sem si mogla spet malo pošpricati, zato ker so se mi lasje posušili. In vzamem v bistvu krtačo, tole recimo, tale zadnji del las razdelim recimo na 2 dela, to je čisto odvisno, koliko imate las, jaz imam tako nekaj srednjega, toliko, da v bistvu grejo lepo vsi noter v krtačo, počešem iz obeh strani malo in potem v bistvu tako malo bolj potegnem skozi, da je čim manj friza, ker kakršenkoli moker friz, ko se vam pojavi, ne, ti štrlečki razni bojo suhi, ko bojo lasje suhi, bo še več friza, ne, tako da se pač probamo že pri mokrih laseh temu izogniti. Eto. In naredim še isto na drugi strani. Tako. Zdaj v bistvu gel lahko nanesemo čist na koncu. Ampak meni je všeč, ker se mi zdi, da polka, enkrat imam že vse druge lase še oblikovane, da do tehle gel sploh ne pride in da jih pol ne prime tako dober. Zato ponavadi malo gela dam že prej. Naredim pa že tako, zdaj vidite, da prej so bili moji lasje čisto ravni, mokri, zdaj se pa že kar malo tako, kar naredi kodrček, takole malo stresem, ne. In vzamem, zajamem, kar tako, nič ne šparam s tem gelom, res ne. Vzamem, tako vse pacasto, capa, vzamem in takole skrančam, pomečkam, tako nekajkrat, da je povsod, da lepo ta gel objame kodre. Nekateri gel tudi učešejo noter, da ga dajo že v prejšnji fazi. Meni se to ne pokaže tako dobro, meni se mi zdi, da boljš pride, če ga dajem takole. Eto. Dobro, zdaj bomo šli pa na zgornje lase. Eto, zadnje lase imamo narejene, zdaj pa vzamem tole špangico dol in grem na tele sprednje lase. Najlažji način je meni vsaj, da te lase oblikujem naprej pred sebe. V bistvu jih lepo takole počešem. Če vam pa paše, jih pa lahko tudi nazaj odlagate, ampak meni se zdi, da imam manjšo luknjo potem v zadnji tukaj na temenu, če si jih odlagam naprej. Enostavno takole počešem, iz tega bom recimo naredila 2, tako kot sem prej isto. Nekajkrat grem čez, da je res v bistvu so lasje čim bolj gladki. In potem potegnem, v bistvu lahko potegnemo iz spodaj, lahko pa potegnemo tudi od zgori. Tako, kot da bi na krtaču navijali. Samo toliko, da majčkeno napetosti ustvarimo. Ne vlečemo las toliko, da bi jih, ne vem, ven pulala, ne. In potem samo takole malo stresem. Eto, pa ponovimo isto. Še na drugi strani. Eto. Tako. Pa spet. Zdaj tukaj v tej fazi pa tako malo pomečkamo, lahko spet dodamo majhen gela, ni pa tako nujen, lahko ga tudi do koncu dodamo. Eto, to je to. No, pa gremo še na ta srednji del las. Tukaj lepa, ker je pač teh las malo več, jih razdelim recimo na 3 območja. Zdaj sem najprej 2, enega dala stran, pa to zapnem, tako malo je pač treba pogledati.
In oblikujem ta del na tej strani. Mogoče se mi zdi še malo preveč, pa še en delček dam stran. In v bistvu jih tudi kar preko glave naprej se mi zdi nekako, vsaj meni, najboljši način. Takole, malo stresem, dam naprej. Zdaj, malo se gledam v ogledalu, ki ga imam zadaj za telefonom, malo gledam v telefon, ker če gledam samo telefon, bom naredila res eno katastrofo iz svoje frizure. Takole. In potem še tele razdelim. Pač za tole gre, sicer na začetku se zgleda mogoče malo zakomplicirano, ampak ko se navadiš in ko najdeš en svoj sistem, lahko to narediš precej hitro. Je pa še nekaj, ne. Ena metoda, recimo tudi takole delajo, ne, da enostavno samo s prsti grejo si skozi. Tako večkrat iz večjih strani in potegne to in potem takole in spusti. Zdaj, meni se zdi, da mi potem še vseeno pridejo malo frizi lasje, ampak če bi to nek delali, ki ne bi imeli kartače ali pa kakorkoli, pa ki moramo na hitro narediti, lahko tudi tako. Če pa ne dajemo lasje, sem tudi probala, da kar z vsemi skupaj to naredimo, pa ne pride toliko dobro, veliko boljše, če lasje razdelimo. Zdaj, če nimamo sponk, recimo, da smo zadnjič v hotelu, sem enostavno dala vse lasje naprej, pa sem jih postopoma dajala pramen za pramen nazaj za glavo. Tako da tudi to je možno. No, zdaj pa vzamem res kar precej gela, tako da je res vse spolsko, takole cmoka. In enostavno takole skrančam, takole zdaj se že vidijo v bistvu te kodrčki, da nastajajo. In v bistvu se lasje oblikujejo v take kodre, ko so pač naravni za naše lase. Zdaj, če mi nimamo čist nič naravne zasnove kodrov, potem kodri najbrž ne bojo uspeli. Eto, zdaj, ko sem nanesla gel bolj kot ne povsod, moram glavo okrog obrniti in to naredim tako, da dam roke v lase takole in se obrnem okrog. Takole. In stresem zaradi tega, da nimam teh las tukaj preveč v lasišču. Takole. In zdaj v bistvu faza, ko jaz moram malo tole prečko popraviti, si naredimo prečko tam, kjer jo želimo, popravimo te sprednje kodrčke, če nam niso všeč. Takole. Vzamemo še malo gela, res ne šparati z gelom, ker zgleda pacasto, ampak ko se enkrat posuši, to se zgine. Eto. To je to in smo pripravljeni na naslednjo fazo. Kaj naredimo zdaj? Vzamem tole, ta turban, ki sem ga imela že prej, isti, še kar precej moker je, ali pa pač ono isto majico, kjer smo prej zavili lasje. In v bistvu takole objamem v roke in v bistvu nagnem glavo in takole skrančam, delam nežne pulze. Nežno dvignem, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaj v bistvu naredim v tej fazi? Lase dodatno spodbudim k kodranju. Po drugi strani jih pa še malo posušim. Ker zdaj pa mi ni treba več dodajati vlage. Zdaj gel se je z vlago aktiviral, krema se je aktivirala, ker to dvoje pač rabi vlago. Kodri so bili dosti mokri in so se lepo v bistvu, vidite, v take klampse, se reče v angleščini,
so se sprejeli, ne? In bojo zdaj gel jih pač drži skupaj in zdaj bo pač to se tako sušilo. Obrnim glavo tudi okrog in še tukaj ponovim. Tole je fino, ni dobro delati preagresivno, boljše delati nežno, pa s pulzi, bolj boste agresivne, več friza boste imeli pol na koncu na kodri. Eto, tale pisačka zdaj za pranje. Zdaj pa sem pogledam, kakšna je zdaj ta moja preča, ker pač taka, kot je, približno bo tudi na koncu. Eni si tudi tukaj špango zapnejo pred sušenjem, zato da imajo več volumna na vrhu. Meni ponavadi pol to pride ena katastrofa, če si dam špango, tako da si pustim kar tako. Vzamem pa tukaj spet še malo gela, zato ker zdaj sem ga nekaj tudi dol spravila s to brisačko, v bistvu dam na stran tudi vse odvečne izdelke. In zdaj s tem gelom še enkrat grem čez vse lase, da res v bistvu te kodre zategnem. No, jaz načeloma mislim, da ta ves postopek pranja in sušenja naredim v 1 uri, recimo. Tako da ni tako zelo grozen. Lase si pa 2-krat na teden operem. Takole, eto, zdaj gremo pa na sušenje. Eto, ker sem pač taka, da rada si stvari sproti pospravim, ker se mi res gre na živce, če moram na koncu stvari pospravljati. V bistvu si, preden si lase sušim, očistim krtačem. Zdaj, tole sem našla na Temuju, tole zadevo za čiščenje krtač pa glavnikov in je, ne vem, €2, ampak to je toliko dobro, res, ker prej sem vlekla te dlake iz krtač, tako da super stvar, res. Eto, zdaj pa začnem lase sušiti z difuzorjem. Bom mogla verjetno malo kričati, da se bo kaj slišalo, upam, da se bo kaj. Difuzor nastavim na najvišjo temperaturo, pa na najmanjšo hitrost. In začnem takole zelo počas premikam, ne sunkovito in las se čim manj dotikam. Nočih ne skrančam, in vse, kar lahko naredim, je, da jih takole porazdignem malo, pa sušim od vzgor in navzdol, in vsaj toliko časa, dokler ne prime dober gel. Mislim, da cel držim v smeri od korenin proti konicam, tole od zgoraj dol, ne. Lahko pa obrnem glavo, zato da dobim več volumna in sušim na tak način, ampak spet od zgoraj dol. Ves čas malo premikam, obračam glavo in tako čisto nežno mogoče porazdignem in lepo sušim. In ne grem vsaj na začetku z difuzorjem v lase. Ker sušim en čas na eni strani, na drugi, pa obrnem glavo okrog. Razvrnem. In pač tako sušim, dokler niso vsi lasje suhi. To traja pri mene
15 minut mogoče, pa se javim pol. Kaj enkrat gel dobro že prime lase in sploh, če se mi mudi, dam fen na nastavitev, ko imam, da se samo preklapla med toplo pa hladno, tako malo kroži in ni toliko visoka temperatura, pa sproti malo hladi, zato da bolj prime in nastavim na to in pol grem lahko v bistvu malo s tem difuzorjem tudi v lase noter. Bom pokazala. Zdaj lahko v bistvu tudi od spodaj gor malo sušim, zato ker je gel prijel lase in zdaj ne bojo več krizi, tudi če tako sušim. Ampak če se mi ne mudi, sušim od daleč, trenutno se mi pa mudi. Takole primem lase, pa jih dam gor na difuzor, nežno, pa držim. Zelo pomembno je tudi, da dobro posušimo korenine las, ne? Ker tukaj dobimo volumen, ampak ne stiskamo las z rokami, ne skrančamo jih, ker večina misli, da se to dela, ne. To bo naredil sam frizz. Eto, zdaj, če nikamor ne grem, si v bistvu niti ne posušim las čist do konca. Če se mi mudi, si jih posušim, zdaj so lasje praktično suhi, pustim, da se shladijo. Čeprav izgledajo še kar mokri, ampak to je zaradi gela. Si pa vsaj toliko, da se recimo malo shladijo ali se vmes oblečem, make-up naredim malo kakorkoli in potem vzamem en oljček, pač ni toliko zelo važen, kjer lahko ima tudi silikone gor, je čisto super, zato ker ta oljček itak dam samo enkrat, takoj po sušenju las in vam ta silikon ne bo čisto nič škodil. No, tako vzamem ene 2 pumpici tega oljčka, če imate mastne lase, lahko tudi mogoče to kar spustite, pa v bistvu samo z rokami naredite, kar bom jaz zdaj naredila. In si v bistvu ta oljček res dober, takole si grejem med rokami. In si ga dam takole na kodre, kar tako, brez skrbi, ker se zdaj ne bojo kodri več zravnali, ker so suhi. Si nanesem tako v obliki, v bistvu to je praying metoda, v bistvu tako, kot da bi molali. In si v bistvu damo na vse in si začnemo lase, tukaj si jih pa lahko kar konkretno zmečkamo, skrančamo, ampak ne vlečemo preveč kodrov narazen. Eto. Ampak toliko, da se ta trda skorja razbije in da v bistvu kodri pridejo taki lahki, živi. Eto. Tako. Lahko si jih popravimo tudi spredi, recimo, če se nam zdi ok, da so predebeli kodri, jih lahko damo tudi tako zdaj na 2 dela, da imamo več manjših. Odvisen, kaj nam je všeč, jaz imam sicer skoraj rajši malo manj večjih, ker se mi zdi, da imam tako manj friza. Še nekaj vam pokažem. V bistvu, v primeru, nimam zdaj tistega glavnika, v primeru, da vam recimo tukaj ne pride dosti volumna v zadnje, lahko vzamete takole en tak glavnik, kakršen kolan, on z dolgimi zobmi tudi lahko, in potem si greste takole v zadnje, obrnete okrog in malo pa razdignete, tako kot da bi hoteli malo natupirati. In na ta način v bistvu potegnete malo do spodaj. To tako tudi vmes jaz naredim včasih čez dan, če se mi recimo kaže golo lasišče v zadaj, pa mi to ni najbolj všeč.
in v bistvu tako naredim to. In jaz ponavadi čist za zaključek vzamem še čist malo gela, tukaj sem pa varčna. In si zato, da se mi takoj ne naredi frizz, pa da v bistvu ta frizz, ki je, tudi dam stran, ki je nastal tega skrančanja. In si grem čist nežno, samo po vrhu las. Takole. Pa potem v bistvu lahko še malo skrančam, samo zato, da mi lepo drži to obliko. Takole. Eto, in to je okvirno to. Vam pa potem en drug dan pokažem, kako te kodre pol naslednji dan lahko osvežimo in vsak dan potem do naslednjega pranja. Tako da upam, da ste vsaj kaj odnesli, lepo se imejte. Čau, čau! Eto, sem obljubila, da vam pokažem, kako se lasje osvežijo. Najprej bi rada rekla, sem tudi šele zdaj vidim, sem včeraj snemala z enega čudnega kota, ker sem imela na umivalniku telefon. Zdaj sem ga sicer malo dvignila, pa mogoče majčkeno boljš, ampak sem šele pol videla, ker sem si posnetke pogledala, ampak zdaj res ne bi še enkrat vsega tega snemala, tako da pač je malo drugačen posnetek. Zdaj, ko gremo mi spat, se nam ti lepi kodri, seveda vsi potlačijo, pa malo ratajo frizi in vsak dan se situacija malo poslabša. Zdaj, recimo od včeraj tukaj kar nekaj še kodrov ostalo, pa ta prvi dan se mi zdi, da situacija je še kar v redu, oziroma dosti jih prav, da jim je v bistvu naslednji dan, da so se jim zdijo kodri še najlepši, ampak jih je treba malo osvežiti. Jaz ta prvi dan največkrat vzamem samo malo oljčka, takole, ne preveč, pa ga res tako dobro razporedim. Potem grem pa takole skozi vse lase, ampak pomemben je, da v bistvu res tele spodne, tole tukaj, ki se vsaj meni se začne to vozlati, da grem skozi njih in da jih malo razvozlam. Brez skrbi, ker ne bojo kar kodri dol padali. Takole, jih malo razvozlam, obrnem tudi malo okrog, malo stresem, zato da dobim malo volumna. Takole. In potem obrnem okrog. Če je treba, dodam še majčkeno oljčka, ampak res ne preveč. Oljček dodajam samo ta prvi dan, pol v naslednjih dneh rajš dodajam vodo. Zdaj tako, kadar se dotikamo suhih las, čisto suhih, se jih dotikamo suhimi rokami. Kadar pa urejamo če imamo pa mokre roke, pa če z vodo, potem, mislim, moramo prej lase malo navlažiti, to je v bistvu najbolj pomembno, ker če bi zdaj, jaz na te suhe lase samo z mokrimi, ne bi bilo najboljše, bi mogla jih prej konkretno zmočiti, ampak sem se odločila, da jih ne bom močila, zato ker grem pol ven. Pa je vzunji mraz, in tako, lahko, recimo, če se mi zdi, da ne drži dosti, pa da je še vedno malo friza, vzamem čist malo gela, ampak res malo, čist malo, in grem tako, kot sem včeraj na koncu oblikovanja, samo na vrhu, v bistvu, da te laske zgornje malo poravnam. Tako, tukaj pri prečki, ostale pa tudi lahko pol čist nežno skrančam. In to je recimo to. Za danes bo to načeloma v redu. Jutri vam pa pokažem še eno drugo metodo. Lepo se imejte. Čau, čau. Še eno stvar bi povedala glede samih kodrov.
da niti dvakrat ne nastane enaka frizura. To je treba vedeti. Enkrat pridejo kodri lepši, drugič so malo manj lepi, enkrat so zelo lahki pa živi, drugič so bolj bolj težki, tudi oblika ni vedno čisto ista. Odvisno je v bistvu od izdelkov, tudi od kombinacije izdelkov, ne samo od izbire posameznih izdelkov. Je pa zelo dosti odvisno tudi od vremena, od letnega časa in od nas samih, predvsem od hormonskega stanja v telesu, ker smo pač ženske, a ne, in tako da jaz sicer s temi kombinacijami, ki jih imam ki jih uporabljam za kakšne take posebne priložnosti, ker res hočem imeti lepe kodre, a ne, za take situacije vzamem pač te kombinacije, ki vem, da mi delujejo, nekaj od tega. Za vsa ostala pranja pa pač malo preizkušam, kaj bi mi mogoče funkcioniralo. Enkrat izpade boljše, enkrat izpade slabše, v bistvu se niti tako zelo ne sekiram. Teli zdaj kodri so recimo nekaj srednjega, zaradi tega, ker tudi, ko sem delala, sem zraven snemala, pa nisem bila toliko pozorna, pa sem jih naredila mogoče malo bolj na hojladri. Poleg tega si včasih vzamem dosti več časa, dostikrat se mi pa mudi, pa naredim to kar precej na hitro. Zdaj zadnjič sem delala, oziroma včeraj je bilo to, sem snemala, pa je vse skupaj sem posnela približno 45 minut. V teh 45 minutah sem, ne vem, kar nekaj časa tudi sam govorila vmes, ne. Tako da sam postopek v bistvu, kakor izgleda zapleten, pa dolgotrajen, ni v bistvu tako. Te stvari si zelo hitro pač nekako nanesem, en izdelek za drugim vmes na hitro počešem. Pa recimo, če je bilo teh 45 minut praktično s sušenjem skupaj, 10 minut, več kot 10 minut ne rabim za pranje las, razen, ne vem, če bi se neko masko nanašala, ker sem jaz tako bolj mačehovska glede tega. In ponavadi ne puščam teh stvari prav dolgo na laseh, ker se mi ne da toliko časa biti v kopalnici. Ampak v glavnem, jaz mislim, da skupaj s sušenjem je 1 ura vrh glave, oziroma kakor sem pol včeraj malo po teh posnetkih gledala, pa spravim tudi v 45 minutah to vse čez. Zdaj pa, če še nikamor ne greš, ali pa poleti, ki si jih lahko praktično sušiš na zraku, je pa to v bistvu še veliko hitreje. V bistvu mi ne vzame nič kaj dosti časa več, kot pa prej, ko nisem pač tega postopka uporabljala. To, kaj sem še hotela. Ja, je pa tudi res, ne, da je za lase tak postopek, da veliko manj uničuje lase, ker pač delamo na tem, da sledimo naravni obliki kodrov. Sami izdelki v bistvu ne škodujejo, so negovalni, edino pač toplota od difuzorja, ki ga moramo uporabljati na pravi način, in obvezno zaščititi pred temperaturo, tako da tudi s tem ne uničimo toliko las, ke pa če bi jih, ne vem, ves čas vlekli na krtaču, to, kar sem jaz delala, pa ravnali, ne, jih hkrati pulimo lase, pa še uničujemo jih s fenom, ali pa če bi jih celo ravnala z likalnikom, in tako, ali pa, ne vem, potem jaz sem si jih zravnala z likalnikom, potem sem si jih pa še kodrala pač v tisto smer, ki sem jaz želela. In to je pol v bistvu za lase veliko bolj uničujoče. S tem, da kar rabimo pa nekaj časa, da se lasje navadijo na ta nov sistem, in na začetku mogoče kodri ne pridejo toliko lepi, zato ker so lasje še poškodovani, in ko v bistvu to metodo prakticiramo dlje časa, so lasje tudi vedno bolj zdravi, vedno lepši in se lepše oblikujejo in tudi lepše kodri stojijo. Obstaja tudi, ne vem, neka
teorija tako imenovanega curl treninga, da naj bi v bistvu s tem natreniral lase, da se oblikujejo v lepe kodre, ampak ne vem, če obstaja kakšna znanstvena razlaga za to, da bi si kodri zapomnili, kako smo jih prej oblikovali, tako da jaz mislim, da tudi ta zadeva ne pije vode. Ampak kljub vsemu, ja, lahko potrdim, da so lasje potem veliko bolj zdravi, kot pa z vsemi metodami vlečenja, ravnanja in tako naprej. Je pa ja, še vedno pa ne vem, lahko vsake toliko časa si privoščimo eno, ne vem, frizuro na krtačo in tako naprej. S tem ni nič narobe, no, samo da ni pač to stalna praksa. Ok, čau, čau. Živjo. Eto, tako kot sem obljubila, danes je drugi dan po pranju in bi vam rada pokazala še eno tehniko za osvežitev kodrov. Včeraj sem nanesla samo malo oljčka, ker so bili v bistvu kodri še precej lepi, ni bilo niti toliko friza. Potem, ko se pa stanje poslabša, se mi pa zdi, da je najboljše oblikovanje z vodo. Zdaj je precej tudi odvisno od tega, kakšne lase imate in sami presodite, kaj ta trenutek lasje potrebujejo. Zdaj, če so recimo lasje masni, ne boste dodajali še olja. Vedeti morate, da v bistvu z oljem tudi ne dodajate vlage, tako da recimo moji lasje so zdajle izsušeni, z vsakim dnem so bolj izsušeni in jaz jim moram dati vlago, ne. Vlago jim bom dala z vodo pa z nekim balzamom brez izpiranja. Ja, to je to. Drugače pa je treba vedeti, ne, da na naših laseh z kemijskega vidika obstajata dve vrsti vezi, oziroma več vrst, ampak jih delimo na trajne vezi in na začasne vezi. Trajne vezi so močnejše in na njih lahko vplivamo v bistvu z nekimi trajnim oblikovanjem, kemičnim recimo, spremembo pH in tako naprej. Zdaj so pa v bistvu v tej fazi, bi pa rada več povedala o začasnih vezeh. To so tako imenovane hidrogenske ali vodikove vezi. In te vezi v bistvu razpadejo takoj, ko mi namočimo las v vodo, ne. To se pravi, mislim, te vezi dajejo lasem obliko, ne, in ko je las namočen z vodo, vezi razpadejo in zato postane las raven. In potem, ko ga mi sušimo, ko ga pač damo v neko obliko, se spet oblikujejo nove vezi in v bistvu te vezi nam držijo koder, ne. In zdaj, če mi lase popolnoma zmočimo, bomo te vezi spet čisto bodo razpadle. In glede na to, da mi želimo samo osvežiti, ne želimo, da razpadejo popolnoma, ampak jih želimo samo majhno razrahljati, zato da se bodo potem spet ponovno vzpostavile v lepo obliko, ne. Kako to naredimo, ne? Najprej moramo lase malo navlažiti, to je v bistvu najboljše pač narediti s tem sprejem, ki sem ga že zadnjič uporabljala. Tako, ker tale sprej fino dobro drobno prši, če vzamemo navaden sprej, bojo lasje zelo hitro mokri oziroma premokri in bojo pač te vezi preveč razpadle. Zato res priporočam takole pumpico. Sama sem najprej navaden sprej uporabljala, ampak je kar nekaj razlike. Ampak če pa nekam grem, si pa tudi samo pod roke zmočem pod pipo, pa si malo navlažim, tudi gre, ampak je pač boljše tako. Zdaj, ena varianta je v bistvu, da si tukaj, v bistvu nam ni treba nanesti čisto nič, lahko isto naredimo, kot smo včeraj z oljčkom, samo gremo malo skozi lase.
In pač pogledamo, če se nam tukaj koničke vozlajo, ni najboljš, jih v bistvu samo takole razvozlamo. Ne gremo s prsti nikoli takole skozi lase in nikoli jih ne češemo. Če se nam vozlajo, lahko uporabljamo tudi kakšen sprej proti vozlanju, recimo tale z amodimetikonom, kar nekaj je tega na trgu. In lahko v bistvu tudi s tem sprejem malo pošpricamo, ampak vseeno svetujem tudi z vodo, ne samo s tem. Zdaj jaz vse uporabljam, ampak ponovadi ne uporabljamo vsega tega. In zdaj, če se meni zdi, da so moji lasje izsušeni, ker so, ne. Če niso, lahko v bistvu tudi pustimo tako, ne, zato ker enostavno mi na laseh imamo že gel, imamo že kremo za lase in takoj, ko mi zmočimo lase, te izdelke ponovno aktiviramo, ne, tako da v bistvu nam že delujejo in jih tudi ni treba ponovno nanašati. Ampak, recimo pri mojih laseh, ki so izrazito suhi, ne, jaz dodam na te vlažne lase še eno, dve pumpici regeneratorja brez izpiranja, tega, ki sem ga tudi po pralni uporabljala ali pa kjerega drugega, ampak ponovadi kar istega in si ga dam tako in si ga spet nanesem kar takole, zato da pač dodam še malo vlage, to vlago od vode, ki sem jo pošpricala, malo zaprem noter, hkrati pa v bistvu malo kodre zgladim in zmanjšam frizz. Lahko tudi tako gremo po posameznih kodrih, če je kje več friza in pač posamezne kodre samo popravimo. Eto. Lahko dodamo še malo vode, pač vidimo, kako je. Malo si gremo lahko s prsti skozi samo takole do lasišča, ne vlečemo s prsti skozi lase. Lahko obrnemo glavo in isto naredimo, samo v lasišču potresemo. Malo stresemo glavo, obrnemo. Eto. In je situacija precej boljša zdaj. Zdaj, če so lasje še vedno, se nam zdi, da so še vedno frizi ali pa da smo zelo nagnjeni k frizu, lahko vzamemo še čisto malo gela in ta gel pa tukajle lahko zmočimo, malo z vodo zmešamo, čisto malo. Včeraj ga nismo smeli, ker smo se na suho delali, zdaj pa lahko damo čisto malo. Ampak ni to nujna faza, ker mi že imamo gel na laseh in ta gel že odprej v bistvu deluje. Ampak ne vem, jaz kar rada to naredim, ker se mi zdi, da mi potem malo manj štrlijo, no, da so malo manj frizi lasje. Tako. Tako. In zdaj enostavno pustim, da se lase posušijo, ker je v nekaj minutah, tako da običajno si jih niti ne sušim z difuzorjem, potem lahko si jih pa, ampak ne vem, meni se ne zdi potrebno. Pustim, da se posušijo in to je to. Zdaj, jutri bi vam pa pokazala še ene par tehnik, kako lahko popravljamo posamezne kodre, ki se nam razpustijo, ki ne držijo vedno vsi najboljš. Eto, recimo, tale je že precej raven. Ampak o tem pa več jutri. Lepo se imejte, čau. Živjo, eto še zadnji video v zvezi z oblikovanjem las. Zdaj tole, recimo, tretji dan je, pač tili moji kodri so samostojno zame že tako kar malo nikakvi. Tudi če si jih sicer osvežim, je v redu nekaj časa, ampak pač počasi jih bo treba oprati.
Zdaj operem jih pa na tako 4. dan ali pa 5., tako 2-krat, približno 2-krat na teden. Zdaj, kaj naredim pol, ko so kodri že malo dolgi, a ne? Prva 2 dni imam pa navadno bolj spuščene lase. Pol si pa največkrat potegnem v bistvu spredi 2 pramena ven, pa si recimo en dan si spnem lase v zadnji, pa si dam tukaj kakšno špangico recimo ali pa kaj takega. In potem mi teli lasje tukaj ostanejo in so taki, pač ni prav lep koder, a ne več. In v bistvu si lahko ta koder lepo popravim. Precej na enostaven način, v bistvu samo vzamem malo vode in si zmočim. Tukaj si jih pa čist zmočim, zaradi tega, ker bom čist v bistvu popravila obliko kodra. Lahko si nanesemo tudi malo gela, če hočemo, da nam bolj drži, ampak to ni nek nujen korak, ne. In potem meni najlažji način je, da si lase takole navijem okrog prsta, takole, in potem si ga takole odvijem in je lep kodrček. In isto ponovim še na drugi strani. Pomembno je, da vedno pač oblikujete koder v tisto smer, v katero se vam naravno kodra. Če boste delali to v napačno smer, enostavno koder ne bo nastal. Meni recimo tukaj obakrat navijam navznoter, na obeh straneh. Ljudje imamo različne vzorce kodrov in moramo ugotoviti, kjer je pač naš vzorec. Eto, zdaj imam jaz tukaj spredaj 2 taka lepa kodrčka, lahko jih pustim, da se posušita, lahko jih tudi z difuzorjem ali pa z enim nežnim fenom na hitro posušim in potem, ko sta suha, pač da ne izgledata taka trda, jih pol še malo tako zmehčam, ne. Enako lahko v bistvu tudi kje na sredi, a ne, kak koder popravimo. Ne vem, rečemo, okej, tukaj zadnji so že čist bogi, a ne, dajmo mi tega, ne vem, popraviti in isto na isti način narediš. Pač zmočaš ga, zdaj jaz pač ne bom, in ga naviješ takole na prst in pač na isti način, ne. Zdaj tukajle, jaz tega ne bom delala. Še ena opcija frizure, ki jo jaz zelo rada delam, je pa, da si enostavno, zdaj ne vem, kam sem dala elastiko, da si enostavno naredim tukajle, takole si lase spnem z elastiko, pa imam tako eno tako figico razmrščeno, ampak zdaj, ne vem, elastika mi je nekam ušla. Potem je pa recimo, obstaja pa tudi pripomočki, zdaj si bom zravnala nazaj, zato da vam bom še nekaj pokazala. Pa si recimo te lase umaknem ta čas. Obstajajo pa tudi pripomočki, s katerimi si lahko nakodramo lase, in sicer ena taka kartača, ki ta je tudi iz temuja, ampak pač vidite to zelo na dostih videih, in enostavno naredimo tako, da las spet zmočimo, potem pa gremo tako vmes s tole kartačo oziroma s tem oblikovalcem, potegnemo navzdol in enostavno lase navijemo do vrha, potem pa hkrati vrtimo, pa hkrati spuščamo in dobimo spet tako lepo spiralo. Eto, to je to. In isto lahko naredimo na drugi strani. Pa imamo tako hitro frizuro, sploh za takrat, ko enostavno se nam še ne da oprati las. To je to. Če se spomnim še kakšne ideje, vam pa še kaj posnamem. Čau, čau!